Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, poročilo o izvedenih aktivnostih v zvezi z gradnjo šol v Kamniku. Ja, dober dan vsem skupaj. Tako kot je bilo sklenjeno, oziroma na izredni seji 2. marca je bilo sprejetih 5 sklepov in v bistvu teh 5 sklepov je občinsko upravo zavezalo, da do junijske oziroma na junijski seji predstavi primerjave med tedaj obravnavanima planoma 2.8 in 2.11 in posledično ta primerjava po sklepih pomeni tudi možnost pričetka postopka sprememb ureditvenega načrta KDV šole. Za osnovno šolo Toma Brejca je bilo že takrat v 2 sklepih določeno, da se pač nadaljuje s polno paro. Tako da jaz, ne vem, gradivo ste verjetno pregledali, jaz bi mogoče zdaj povzel samo najbolj bistvene zadeve. Zadnje čase vidim, da je veliko polemik po časopisih v zvezi s Toma Brejca, pa sploh ne vem zakaj. Kot za nalaž je bilo 3 oziroma 4 dni po tisti izredni seji objavljen razpis v zvezi s potresno in statično sanacijo obstoječih šol. Mi smo bili zelo veseli, da pač projekt imamo, zato smo se na ta razpis prijavili. Lahko rečem, da smo trenutno na 3. mestu med 186 vlogami. Bi rekel, ti sklepi sprejeti na dani izredni seji so omogočili, da smo lahko kandidirali na ta sredstva. Zato v bistvu moram reči, no, sicer zdaj gospoda Pfeifferja, ki je to pač izjavljal za Dnevnik ni, bi ga rad želel osebno vprašati, česa se najbolj boji, ker je napisal, da se najbolj boji za sredstva, na tisti seji smo pa komaj te sklepe dosegli. Tako da, jaz bom samo tako povedal, racionalizacija projektov v skladu z zahtevami občinskega sveta je bila narejena, tako da tole vidite v tabeli številke 1. To še enkrat podarjam, plan 2.11 je bil narejen zato, ker v prejšnjem mandatu tisti, ki je izdeloval dokument identifikacije investicijskega programa, ni obravnaval vsaj 2 variant, zato je bil narejen. Zato smo mi skladno s temi sklepi naročili obema projektantoma oziroma projektantskima hišama, da skušajo glede na vsebino tudi plana 2.11 pregledati njun projekt in ga skušati racionalizirati. To pomeni, da odpadejo, ne vem, kakšne, bi rekel, nadstandardne zadeve, je pa projekt še vedno uporaben oziroma pridobi normalno gradbeno dovoljenje, kar pomeni, da izpolnjuje vse zahteve zakonodaje, ki je trenutno predpisana za gradnjo takih šol. V prvi koloni je plan 2.8, v drugi koloni plan 2.11, v tretji pa racionaliziran plan 2.8. Zdaj ta racionaliziran plan pomeni, da smo mi upoštevali tudi že demografske faktorje, kar pomeni, da osnovna šola Toma Brejca pridobi 3 učilnice, osnovna šola Fran Albrehta 6 novih učilnic. In smo prišli do tega, da je razlika med planom 2.8, ki je bil z DIP-om lansko leto nekje tak čas sprejet, in našim, to se pravi slabih 23 milijonov, smo prišli nekje na 17 milijonov. Vmes lahko tudi povem, da je občinski upravi uspelo pridobiti vodno soglasje. Zdaj to vodno soglasje, kot so pač nekateri včasih govorili, da kar čaka v predalu na Ministrstvu za okolje in prostor, pač tega ni bilo. Danes potrjene oziroma te usmeritve potrjene, mislim, da mi lahko nekje v septembru zloženo dokumentacijo vložimo za gradbena dovoljenja. Sicer ni običaj, da se občinski svet o tako detaljnih vsebinah seznanja oziroma sprejema takšne sklepe že prej, vsaj kar se tiče sprejemanja pač prostorskih aktov oziroma ureditvenega načrta, ampak pač prostorski akti oziroma ureditveni načrt, v tem primeru KDV šole, opredeljuje oziroma določa možnosti gradnje. Občinski svet je že pač na marčevski seji tudi že prej ugotovil, da je ta obstoječi veljavni akt zelo definiran oziroma praktično zabetoniran, tako da vsakršno spreminjanje gabaritov, recimo objektov in še kakšne druge spremembe, zaradi pač tega so potrebne spremembe akta, zato da se lahko gradbeno dovoljenje dobi.
Kdorkoli danes pričakuje, da bojo letele samo lepe besede, se najbrž mot. Ne. Jaz upam, da današnjo razpravo vsi razumemo predvsem kot nek pregled aktualnega in pa trenutnega stanja in vsaka kritika, kdor jo pravilno razume, je zdravilna. Se je pokazalo, da marca, ko smo stvari malo bolj ostro zastavili, so se vendarle nekatere stvari premaknile. Če bomo danes kritični, pa nezadovoljni, to ne pomeni, da temu projektu nasprotujemo, ampak si želimo vsi skupaj, jaz mislim, da tukaj ga ni svetnika, ki bi bil drugačne želje, da se ta postopek in pa proces izgradnje osnovnih šol pospeši. Seveda, rečeno je bilo, da bo že 2010 polet padla prva lopata, pa jo še danes ni. Ne. Pa je bilo rečeno, da bo gradbeno dovoljenje tudi že oktobra ali pa novembra lanskega leta, pa ga še niti danes ni. Ne. Na nek način so se stvari začele zapletati. Od gospoda Kende se je ogromno pričakoval. On je prišel na to občino prav zaradi projekta šol. Vse tako je bilo meni rečeno. In ko sem se jaz, mislim, da je bilo to februarja leta 2011, dobil na sestanku v njegovi pisarni, mi je razlagal te projekte šol, jaz nisem imel nobenega razloga, da mu ne bi zaupal. In jaz sem mu takrat pošteno zaupal, verjel sem v tiste stvari, ki jih je on govoril, mu tudi izrazil takrat podporo in naša svetniška skupina se je tega držala in tudi, ko je bilo vprašanje šol in tudi, ko je bilo zelo vroče, nismo temu nasprotovali, pa bi kdo rekel, lahko bi, ker ste v opoziciji, pa nismo, smo to zadevo podprli. Ampak ne bom pa pozabil, da mi je na tistem sestanku gospod Kenda rekel, veš, lej tole spravimo marca čez, potem pa boš videl druga polovica leta, bomo pa že začeli delati gradbeno dovoljenje in podobne zadeve. Jaz sem takrat, ko sem rekel, te stvari dejansko verjel. Zdaj, stvari so se začele malo komplicirati, ne? Malo zapletati. Jaz ne rečem, da se gospod Kenda ne trudi, pa je recimo 3. mesto na temu razpisu, pa je vodno soglasje, vsekakor so stvari. Ne? Ampak po drugi strani pa mi dobivamo tudi razna opozorila, da se v tem trenutku stvari ne delajo po običajni praksi. Na to je tudi vodja oddelka za okolje v prostor opozorila. Ne? In o tej stvari je tudi pisala ena članica odbora za okolje prostor, ki pa prihaja iz koalicijske stranke. Ne? Pač te stvari moramo danes dati na plan zaradi tega, da vse dvome odpravimo, da se o vseh stvarih pošteno odgovorimo. Ne? In recimo ona je zapisala, da ne nasprotuje reševanju problematike šol, vendar način in smer reševanja sta v predlaganem primeru po mojem mnenju škodljiva za prostor. Ne? Pa ona potem še pravi, da občinska uprava ponovno gasi z ad hoc hipotetičnimi rešitvami, projektante sili, da slačijo 2 litra v 1 liter, išče gradbeno dovoljenje, ki ga mogoče ne bo, občinske svetnike pa poskuša prepričati, da se bo naredila nepopravljiva škoda, če se s projektom ne nadaljuje. Ona pravi, ne, da bi bilo potrebno nemudoma začeti nov postopek, poudarjam nov OPPN na podlagi nove projektne naloge, ki bo jasno vsebinsko in urbanistično definiral nalogo, časovno bo to pomenilo isto, kot bodo trajale morebitne spremembe ureditvenega načrta K9. Prav, da ne govori te stvari na pamet, ker ima že 20-letne izkušnje na tem področju. Jaz teh stvari ne izpostavljam zaradi tega, ker bi rad delo gospoda Kenda postavil pod kakršen koli dvom. Ampak to so stvari, ki danes v javnosti odmevajo, o katerih se debatira in ki terjajo neke odgovore. Tisti, ki poznajo kakšen projekt gospoda Kendo, so mi vedeli povedati, da se je kakšna stvar tudi mogoče izpeljala, ne čistko s potrebnimi dokumenti, kot je potrebno, ampak stvari so se izpeljale. Zdaj, pri neki cesti to mogoče še gre, pri šolah je pa to mnogo večji problem in je stvar lahko bolj dramatična. In jaz pričakujem, da bo gospod Kenda danes vendarle na te očitke, ki so se pojavili v javnosti, odgovoril, ker
tako kot sem rekel, jaz današnjo sejo razumem zaradi tega, da se svetniki predvsem seznanimo s temi zadevami, da razčistimo z morebitnimi odprtimi vprašanji. Tudi za nas je dobro, ko nas ljudje sprašujejo, da točno vemo, ali zdaj te stvari, ki se pojavljajo, držijo ali ne držijo. Gospod Kenda bo imel danes to priložnost, da bo odgovoril na te stvari. In ne nazadnje, vendarle bo potrebno postaviti neke roke. Treba bo reči, kdaj se pričakuje to gradbeno dovoljenje in kdaj bomo vendarle s to gradnjo začeli. V imenu svetniške skupine LDS, precej stvari je že Matej povedal. Jaz sem nekaj tako. Svetniška skupina oziroma LDS se je ves čas zavzemala za mestni šoli, tako da in vedno torej, smo podpirali sklepe, ki so šli v to smer. Zaradi tega smo tudi marca meseca, ko smo dobili določene sklepe na mizo, jih, bom rekla, nekako podprli, čeprav bolj kot ne z ne prav dobrim občutkom. In danes te sklepi, ki so pred nami in te obrazložitve pravzaprav potrjujejo to zgodbo, ne? Da so bili slabi občutki iz marca meseca torej upravičeni. Kajti kakorkoli že pogledamo stvar od blizu, vidimo, da se z današnjimi sklepi za nadaljevanje gradnje vračamo pravzaprav na projekt torej v letu 2008 oziroma projekt, ki je bil potrjen marca 2010. Pravzaprav o projektu torej iz letošnjega leta marca, sanaciji in vseh podobnih teh zgodb pravzaprav niti ni več nobenih besed. Tudi glede na materijale, ki smo jih dobili, torej svetniki, bom čisto odkrito povedala, so meni zame, ampak to res pa za moje čisto osebno mnenje, rahlo žaljivi. Torej, pomanjkljivi. Jaz sem danes tako za Frana Albrehta, kot za Toma Brejca pričakovala, da bom kljub vsemu dobila na PowerPoint oziroma na projekciji, da bom videla, kaj pravzaprav preprojektiramo, kaj je tisto, kar bomo potrjevali danes. Torej, točno pri Frana Albrehta, ne? Kajti pri Frana Albrehta zadeva je zanimiva to, ne? Kar naenkrat pri Frana Albrehta ni več govora o športni dvorani, ne? Zanimivo je seveda tudi to, da pri športni dvorani pri investicijah, ko se cenovno primerjajo, ne, je investicija iz 2008 je noter športna dvorana Frana Albrehta, medtem ko je pa v tej investiciji, ki pa zdaj govorimo o osnovni šoli Frana Albrehta, tega preprosto ni, ne. Tako da toliko o tem, koliko je poraba sredstev manjša, ne. Tako da potem pri Toma Brejci, ne, ravno tako, po pravici povedano smo pa mi pričakovali, da bomo danes pravzaprav slišali končno oziroma imeli predstavljen projekt, s katerim smo se prijavili na MŠŠ. Kot rečeno, to smo pač pričakovali danes, da bomo dobili tukaj na mizo. Konec koncev smo faznost, to, da je bila Toma Brejca vzeta naprej, zaradi česar je bila konec koncev na nek način je bil glavni sklep marčevske seje, je bilo to, da se spremeni faznost. Takrat je bilo rečeno, da je to pravzaprav zelo hitro možno narediti in pravzaprav ne razumemo, zakaj danes tega mi nimamo na mizi, ker to bi bil pač pravzaprav je bistven del te zgodbe, ne. Mi sicer lahko govorimo o racionalizaciji obeh projektov, Toma Brejca in Frana Albrehta, znotraj gabaritov in torej enakih gabaritov, ker verjetno potem upravna enota s tem ne bo imela težav. Ampak veliko težavo bo imela pa očitno upravna enota z spremembo faznosti. In torej to, kar je v obrazložitvi napisano, ko piše, ko občina sama priznava, da je očitno upravna enota do določene mere že spraševala, kaj pomeni za nadaljevanje pridobivanja gradbenega dovoljenja pri spremenjeni etapnosti in upravna enota, če sem jaz prav razbrala iz tega papirja, pravi, da ima s tem težavo in da ne bomo dobili. Torej, ampak da smo si na čistem. Zanima nas, ali je občina vprašala in preverila črno na belem upravno enoto, ali dobimo gradbeno dovoljenje z spremembami OPPN-ja in spremembo faznosti, torej da nadaljujemo postopek, kot se pelje zdaj. Kajti, če ga ne, potem pravzaprav, mislim,
kaj se potem gremo, tudi z današnjimi sklepi in z vsem, ker potem moramo pravzaprav reči, ok, nadaljujemo star projekt oziroma, ne vem, začnemo popolnoma znova.